Vse gozda je razlog za najdražje drva v zadnjem desetletju, pravijo na Gozdarskem inštitutu. Dvig je opažen predvsem pri cenah drv, nekoliko manj pri lesnih peletih. Pri lesnih sekancih smo pa zaznali celo padec cen. Lesna biomasa je tako z vidika investicije, energenta kot subvencija najcenejši energent, ocenjuje energetski svetovalec Peter Petrovčič. Bi tudi sicer v Slovenijo bilo zelo prav, da se ogreva čim več z njo. Zakaj? Konkretno. 1000 litrov sta enako 2 toni biomase, torej namesto 1100 evrov za kurilno olje bi za pelete odšteli približno 500 evrov, 350 evrov za sekance ali dobrih 500 evrov za drva. Ob tem je treba opozoriti na začetno investicijo. Če bi zamenjali peč za kurilno olje, bi za kotel na pelete odšteli okoli 7000 evrov, za sekance in drva pa okoli 11000 evrov. Od tega zneska je potrebno odšteti subvencijo ekosklada, ki v večini primerov znaša 50% za zamenjavo starega kotla z novim. Z našimi subvencijami vsako leto spodbudimo dobrih 1500 naprav, se zamenja teh starih kurilnih naprav. Ni pa vsako lesno gorivo primerno za vsakogar. Sekanci se lahko ogrevajo tudi sredi mesta, če imajo prostor za zalogovnik. Na Gozdarskem inštitutu so pred desetletjem kurilno olje zamenjali sekanci, investicija se je povrnila v par letih. Rezultat: 3-krat manjši račun za ogrevanje. Veliko imamo javnih stavb, ki se ogrevajo na lesne sekance, predvsem zaradi stroškov. Na Gozdarskem inštitutu so sicer opazili upadanje rabe drv, predvsem na račun toplotnih črpalk. Če bodo cene elektrike ostale na višjih ravneh, pravijo, bodo drva postala bolj zanimiva. S 1. januarjem prihodnje leto Telekom Slovenije prekinja dobavo električne energije približno 13 000 svojim uporabnikom, ki morajo poiskati novega dobavitelja. Da naj to storijo čim prej, jih pozivajo pri Telekomu, saj sicer čaka višja cena elektrike. Pri Telekomu pojasnjujejo, da so se za ta korak odločili zaradi racionalizacije poslovanja. Ona ve, tako se imenuje nova spletna platforma, ki se zavzema za to, da bodo ženske izstopile iz